Drage dame, dragi gospodje, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Pred skoraj natančno 6 leti sem bil na pomembnem jungovskem dogodku v Londonu. V začetku novembra 2009 je urednik Sonu Shamdasani pred veliko skupino slovesno predstavil prvo angleško izdajo Rdeče knjige. In danes sem zelo vesel, da sem lahko del predstavitve slovenske izdaje tega dela. Slišali smo že 2 predavanji in Boruč Kodlar nam je govoril o deficitih ega. Očitno je, da je Jung zmogel predelovati izkušnje, ki so bile posledica njegovega mističnega izkustva. Ali torej ni šlo za tako imenovani deficit ega, ki je značilen za psihotična doživetja. Postmoderno znanje in oziroma neznanje duhovnih oziroma mističnih izkušenj je krivo, da morda včasih še vedno ne znamo dobro razlikovati med duhovnim in psihotičnim doživljanjem. No, tukaj bi omenil raziskovanja Stanislava Grofa. Predvsem nam je neznana tehnika v smislu nekega širšega zavedanja, Jungova tehnika aktivne imaginacije, ki je Jung ni iznašel, temveč jo je ponovno obudil in je dal mesto v razvoju in preobrazbi osebnosti, tudi v okviru oziroma znotraj psihoanalitične obravnave. Jan Ciglenečki nam je že povedal, da je rojstvo podobe Boga ena od mističnih dimenzij Rdeče knjige in ugotavlja, da podoba Boga vznikne iz človeka. To je tudi bistvo podobe Boga v Rdeči knjigi. Ciglenečki nas je opozoril, da je v podobi Boga, ki vznikne v človeku, pravzaprav ekvivalent mističnega zedinjenja z Bogom, kakršnega opisujejo različne mistične tradicije. Ciglenečki nas je tudi opozoril na odpor krščanstva, čež da je Jung psihologiziral krščanstvo, ampak enako bi lahko rekli tudi za filozofijo. Filozofija je odnos človeka do sveta, psihologija morda vmes se bolj ukvarja s podobami tega sveta. Če citiram Jožeta Magliča, Jung v sebi ni uspel ustvariti strukturiranega religioznega sistema oziroma ni uspel vzpostaviti religiozne strukture, ni uspel razviti sprejemljivega zahodnega krščanskega religioznega sindroma. Njegova religioznost je bila nekaj svojevrstnega in ne moremo je primerjati z diferenciranim krščanstvom. Konec citata. Tukaj naj upozorim, da so bili alkimisti večinoma verni kristjani in so svojo religijo izpričevali tudi v svojih delih. Razlika med krščanstvom v cerkvi in krščanstvom v krščanski alkimiji je bila ta, da so alkimisti ves čas uporabljali četvernost 4 elementov, ki so izvorno prisotni v zahodnem, to je evropskem duhovnem izročilu. Bog je bil zanje v materiji, ki so jo obdelovali in hkrati je bil tudi v njih samih. Gre za krščanstvo, ki je delovalo zunaj cerkve, in takšno krščanstvo je tudi vedno obstajalo, obstaja tudi še danes. Čeprav je Jung svojo podobo Boga v Rdeči knjigi razvil še pred svojim odkritjem alkimistične tradicije, pa obstajajo z alkimističnim pojmovanjem Boga nekatere pomembne podobnosti. Čeprav je Jung svojemu sistemu seveda dodal še psihološki ter psihodinamični okvir in dimenzijo. Na tem mestu se lahko vprašamo, ali je krščanstvo ali pa islam, religija, ki je dejansko integrirala psihologijo človeka. Odgovori tukaj niso enostavni. Jungovo vztrajanje na tem, da mora vsak najti lastnega Boga, je seveda v skladu s tem, da je to tudi on moral narediti, glede na to, da ni imel prave in trdne religiozne vzgoje. Moral je najti individualno pot lastne individuacije. Strinjam se s Ciglenečkim, da Jung vseeno ni sekulariziral Boga na raven psihologije, temveč je bistveno pridonesel k razvoju podobe Boga v sekularizirani družbi, kot jo poznamo v postmodernem svetu. Dejstvo je, da se je Jung pred svojim časom lotil analize in razreševanja tako imenovane diafore, s katero se je filozofija sicer intenzivno ukvarjala v zadnjih desetletjih, in tukaj sem predvsem hvaležen Borutu Ošlaju, profesorju na filozofskem oddelku Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je ta
pojem razvil, utemeljil in opisal. Kdo je človek v odnosu do sveta in do Boga? V tem predavanju nameravam pokazati, da je Jungova podoba v Rdeči knjigi pomemben prispevek pri reševanju moralne zagate postmoderne družbe in da so njegove rešitve podobne tistim, do katerih je v zadnjem desetletju ali dveh prišla postmoderna filozofija. Torej, ali obstajajo podobnosti med razvojem podobe Boga v moderni in postmoderni filozofiji in Jungovo podobo Boga v Rdeči knjigi? Veliko se ukvarjamo tako filozofi kot psihologi in psihoanalitiki z neposredno vpetostjo v življenje in tako psihologi kot filozofi ugotavljajo, da je človekova sposobnost pogleda iz distance, ki ga razlikuje od živali, hkrati tudi njegova omejitev. Torej, na nek način ves čas, namesto da bi živeli življenje, ga upogibamo nazaj. O njem premišljujemo, raziskujemo, govorimo, ga analiziramo, pišemo, verujemo in ga beležimo. Čeprav na drugi strani je enost življenja, pomembnost opazovanja narave tista, ki nas vedno znova vrne v neposredno sodelovanje z življenjem, v neposredno življenje. In lahko bi rekli, da se filozofija in psihoanaliza ukvarjata z ponovnim učenjem neposrednega življenja. Čeprav je recimo Jung opredelil intuicijo kot instinkt, kot določene vrste instinkt, seveda psihologi ne govorimo, da ima človek instinkte, ampak je nekaj, kar je zelo blizu instinktom, je pa vendarle razlika med nekimi splošnimi instinkti in pa intuicijo, s katero človek ves čas sluti, da obstajajo poti, kako bi se povezal nazaj z enostjo življenja, kako bi se ponovno povezal, kako bi premostil to nepomirljivo, res nepomirljivo vrzel med seboj in celoto, nečim večjim, popolnim. In ljudje vedno znova ugotavljamo, da smo nepopolni in ves čas delamo različne dejavnosti, da bi nekako premostili to vrzel. Značilni so poskusi filozofov, raziskave filozofov, tukaj predvsem Švajcer, Jäger, Ošlaj, da bi restituirali človekovo bolj neposredno vpetost v življenje. Pojem diafore v filozofski antropologiji je utemeljil Ošlaj v svojih več delih. Gre za odnos odvojenosti med tem, kar smo na človeški, psihološki, filozofski, bivanski dimenziji in med tem, kar ves čas obstaja neki drugi božji in obliki. Svet pa je posrednik med tema dvema dimenzijama. In obstaja, torej diafora je v tem smislu ne kot neka vsebina razdalje med človekovo nepopolnostjo in popolnostjo Boga, temveč je neka vrste inherentna lastnost človeka. Ne obstaja izven človeka, temveč znotraj človeka. Torej človek je naredil zaradi svoje odsotnosti od narave, zaradi svoje distance od narave, je ustvaril različne sisteme, ki so tako imenovane simbolne forme, o katerih govorita Cassirer in Ošlaj, s katerimi skuša ves čas premoščati to vrzel. In ker se je oddaljil od narave, je ustvaril novo naravo, ki je rečeno kultura. Torej ustvaril je celo vrsto dejavnosti, s katerimi želi ustvariti neke efektivne načine, s katerimi premošča diaforo. Torej, tu ne gre samo za religijo, ki je najbolj očiten primer simbolne forme, ampak gre za jezik, znanost, vse oblike kulture, vse oblike, torej komunikacije
in umetnosti. Duhovni problem sekularne družbe je dobro opisan pri Ušlaju in moderni filozofi in postmoderni filozofi ugotavljajo, da ima sekularna družba duhovni problem. Torej, duhovni problem se kaže na eni ravni kot razpad vrednot, moralnih vrednot, torej moralne vrednote, ker naenkrat niso več tako niso več tako nedvomljive, temveč gre tudi za očaranost, za vso duhovnosti v tako imenovani moderni in postmoderni dobi. In filozofi, če omenim samo Schellerja in Ušlaja, prihajajo do ugotovitev, kot so človeštvo, sebstvo in človeško srce sta edina kraja nastajanja Boga, ki nam je dostopen, ki nam je še dostopen. Ali pa obstoj človeka in Boga sta docela odvisna od osebnega prispevka in truda slehernega posameznika. No, v razvoju filozofske misli je zelo pomemben Descartes, ki je najavil brutalno uransko ločitev, ki je nastopila v 16. stoletju in ki je sopadala z revolucijo v astronomiji in znanosti. Nastopila je ločitev med subjektom in objektom, med tem, kar doživljamo kot subjekti in med tem, kar obstaja v tako imenovanem objektnem svetu izven nas, med tako imenovanim res cogitans in res extensa, med umom, naravo in Bogom. Ker naenkrat, torej do takrat, človek ni sebe pojmoval kot nekaj različnega, torej tisto, kar je bilo navznotraj, je bilo hkrati tudi navzven. Subjekt je bil tisti, ki je bil hkrati tudi objekt na nek način. Vzpostavi se tako imenovana sistematična skepsa, sistematičen dvom v to, kar doživljam kot subjekt, kot jaz sam v odnosu do sveta in očitno izven mene obstajajo objekti, ki imajo lastno življenje in te objekte se da z nekimi metodami matematike, racionalne in materialistične znanosti izmeriti, kvantificirati, uvrstiti in potem se najde neko kolektivno strinjanje, vsi znamo nekaj objektivno izmeriti, torej pojavila se je tak velik razcep med tem, kar doživljam sam, med lastno predstavo o svetu in o dejanskem svetu objektov, ki ne bi obstajal v zunanjem svetu. Se pravi, tista povezava, ki je bila do takrat avtomatska, vse, kar doživljam, je hkrati tudi res, je postalo kar naenkrat, da vse, kar doživljam, ni nujno res, ampak začnem sistematično dvomiti v to, kar doživljam, vidim, čutim in pravzaprav preverjam. In torej nek dvom se nadomesti med mojim doživljanjem in tem, kar dejansko lahko sprejmem za resnično. To seveda pomeni določene omejitve za religiozno dogmo, recimo krščansko. Religiozna dogma ni več hkrati notranja in zunanja. Omogoči se sistematični dvom v religiozno dogmo in v Boga samega, ker naenkrat se razpade ta sistem. In torej lahko si še naprej kristjan, lahko pa si tudi znanstvenik, lahko pa si nič od tega. Skratka, ta pogled na religijo se je radikalno spremenil. Lahko bi rekli, zdaj to je moja trditev, da nastane neka novi bog zunanje materije, to je tako imenovana znanost, ki nadomesti avtoriteto religije pri razlagi sveta. Torej, nastopi neka nova avtoriteta, ki nastopi iz neke matematične, geometrijske perspektive, Bog postane geometer, in znanstvenik. No, razvoj v filozofiji je šel naprej, v Kantovo kritiko čistega uma, kjer obstaja sam zase, ne sodeluje več z Bogom, ne sodeluje več neko višjo avtoriteto, čemu sledi tudi Pascalov človek v niču, ki ostane brez luči,
smrt podobe Boga pri Nietzscheju in nastanek sekularne družbe, torej družba, ki ni več odvisna od religiozne dogme, začetek češčenja materialistične in racionalne znanosti, čemu je podlaga v astronomiji, torej ta brutalen razcep, ki je nastal z heliocentričnim sistemom, niti nismo več center vesolja v fizičnem smislu, ker naenkrat smo samo nek tretji kamen od Sonca. Razvoj seveda je šel še naprej, ki je bil zelo porazen v tem smislu, kajti prepoznali smo, da nismo niti sredi galaksije, ampak smo nekje čisto na robu galaksije, naša galaksija niti ni največja, ampak je ena od manj uglednih in tako naprej. Smo nekje na robu vesolja, nepomembni in pravzaprav ta oddaljenost Boga skozi znanstveno perspektivo na svet je popolnoma nekaj drugega kot do takrat. Uranski fiasko v znanosti je nastal seveda malce kasneje. Omenil bi samo dve takšni omejitvi znanosti. Prva je bila v subatomski fiziki, kjer je subatomski delec drugačen, če smo prisotni, ko ga gledamo, ali pa če ga snemamo skozi kamero. Drugi uranski fiasko znanosti, ki je pokazal njene resne omejitve in da pravzaprav ta uranski bog, znanstveni bog, ne bo mogel v nedogled širiti svojo resnico, je tako kozmično jajce. Pri kozmičnem jajcu, torej, ko so delali močnejše in močnejše teleskope, postavili so jih potem v orbito zemeljsko, gledali so dlje in dlje, človek gleda dlje in dlje v vesolje, upajoč, da bo našel nekaj res končnega izven sebe, je na koncu, ko je človek res razbil močne teleskope, prišel do tako imenega kozmičnega jajca, na koncu je zagledal stvarjenje vesolja. Torej, iz tega razloga, ker ko gremo globlje in globlje v vesolje, gledamo dlje in dlje nazaj v času in nazadnje so videli tisto plazmo, ki je bila takoj po velikem poku, in s tem je pravzaprav bilo konec tega mita, da lahko pravzaprav je znanost, da se lahko znanost nedogled in neodvisno od subjekta razvija. No, in potem v filozofiji, postmoderna filozofija odkriva resne omejitve sekularne družbe, tukaj gre za vrednote, za vedno bolj vprašljive, za razpad vrednot, za moralno vprašanje in za pomanjkanje etike. No, tukaj bi mogoče omenil eno svojo presenetljivo ugotovitev iz statistične raziskave o promiskuiteti, kjer uporabljal sem tudi Muskovo lestvico vrednot in tam se je pokazalo, da promiskuiteta zelo jasno korelira, torej od vseh vrednot, korelira prav z odsotnostjo Boga. Torej ne verjamemo v Boga. Preboj v filozofiji je bil pojem svetega, sveto, Bog in sveto. To je bil Rudolf Otto v približno istem času, kot je nastajala Rdeča knjiga. In Rudolfa Ottoja citira tako Jung in ga uporablja pri svojih definicijah, kot tudi filozofi, ker je zelo pomemben za neko mogočo rešitev moralnega vprašanja sekularne družbe. On je definiral sveto. Sveto je iracionalna dimenzija, ki je nujna za razumevanje svetega, torej ne nič razumskega, ampak je gre za doživetje, gre za neposredno doživetje. In seveda gre za dve veliki dimenziji občutenja svetega, doživetja svetega, ki sta tako imenovani numinozum, fascinum, nekaj, kar je prevzemajoče, prežemajoče, presunljivo, torej kar nam prinese življenje, kar nas življenje na nek način napoti. In drugi pa je občutek tremenduma, ki je strahotno grozljivo, torej občutje strahotnega in grozljivega. Torej na nek način se vrača v filozofijo, se vrača sveto, ampak ne neposredno preko Boga, ampak
zanimivo preko občutanja dimenzije, ki je prej pripadala Bogu, zdaj pa pravzaprav ni več pojasno, ali pripada Bogu. Pripada pač človekovi izkušnji. Šlaj veliko priporočam vam, da si vzamete njegove knjige, predvsem Homo Diaphoricus in Ethica Quo Vadis, kjer zelo lepo opisuje, zakaj je bil zaprt dostop do svetovnega nazora, oziroma zakaj je etika prenehala biti vsebovana v svetovnem nazoru. In ena od razlag je, da se svetovni nazor ne vsebuje neposredne izkušnje, zato življenjski nazor nekoga, ki je bil pridobljen iz neposredne izkušnje, torej iz neposrednega življenja, ne more biti prenesen na raven svetovnega nazora. Seveda tukaj imamo primerjavo z Jungovim konceptom, tako z konceptom individuacija, ki pomeni, da individuacija ni, individuacija se ne da kopirati, individuacija se ne da narediti s pomočjo pravil, vsak človekov razvoj, če malce pokrajšam ta pojem individuacije, pa rečem človekov razvoj, osebnostni razvoj, je enkraten, neponovljiv in se ga ne da predpisati z nekimi pravili, točkami in z nekimi merili, ki bi bila predpisana v svetovnem smislu. Malce podoben je tudi sta v razmerju spoštovanje in strahospoštovanje. Ošlaj je pripeljal filozofa Švajcarja na plano in nas zelo lepo uporabil, da je razložil, utemeljil razliko med spoštovanjem in strahospoštovanjem. Strahospoštovanje ni samo misel in drža, ampak je doživetje. Torej, filozofija, postmoderna filozofija se v tem smislu vrača nazaj k doživetju, ki tistega, ki ga je deležen, postavlja v popolnoma novo bivansko razsežnost. Vsa globoka pobožnost izvira iz strahospoštovanja do življenja in iz nje dane potrebe po idealnem. Torej, nastane neka hierarhija, ki vključuje nekaj višjega, nekaj večjega, ki je pri spoštovanju ni. In seveda, tukaj noter je pojav svetega, ki je služil za okvir, kako sploh definirati, torej ta filozofski preboj. In seveda, če komentiram v jungovskem filozofskem kontekstu, kajti Jung je bil tudi filozof, kadar strah in spoštovanje ne prijeta skupaj, govorimo o delovanju iz superega, kadar pa se povežeta, gre za funkcioniranje na osi ego-sebstvo. Tukaj gre za razliko med zapovedimi, ki so neke gole zapovedi, recimo iz Biblije, ali pa od očeta matere, učitla, trenerja, v kontrastu z duhovnimi pravili, ki jih sami pridobimo na podlagi živetja svojega življenja. In to, kar je Freud imenoval, tako imenovana sekundarna morala, je potem Jung imenoval etika, torej etični razvoj, torej funkcionira na osi med egom in neko globljo avtoriteto, ki ne bi v človeku obstajala, torej med sebstvom. Moram omeniti gibanje svetovni etos, ki se razvija tudi na slovenskih tleh in ki pomeni, torej njen temeljitelj je Küng, je postmodernistični projekt elementarne praktične morale z univerzalističnimi težnjami, globalna orientacijska paradigma, ki v sebi povezuje različne tradicionalne, konfesionalne, transkonfesionalne, pa tudi sekularne etične norme, načela, pravila, prepričanja in kreposti. Ima dve načeli, človečnost ali humanost, ki temelji na človekovem dostojanstvu, in pa tako imenovano zlato pravilo, da ničesar, kar bi želel, da bi ti kdo naredil, ne stori drugemu. Torej, temelji na nekem globoko občutnem razočaranju nad moralnim stanjem postmoderne kulture. In tukaj Šlaj nam lepo pove, sekularizem nam je doslej ponujal zlagana avtonomnost, ki je brez notranje povezovalnih niti. Zato sekularizem ni sposoben oblikovati etične skupnosti. Postsekularno skupnost možnega svetovnega etosa v perspektivi razumem kot raznoliko transnacionalno in transkonfesionalno skupnost
majhnih Mojzesov, Bud, Jezusov, Muhammadov in številnih drugih in drugačnih avtonomnih subjektivitet. No, to navajam zato, ker bi rad povezal z Jungom. Naslednja zadeva, na katero sem naletel, je raziskava kolega Jungovca Tineta Papiča in Tomaža Kaštruna, ki sta naletela pri rudarjenju besedila v Rdeči knjigi na zelo zanimiv rezultat, torej delala sta na podlagi tako imenovanih, torej statistična raziskava teksta, mogoče boste v diskusiji sama kaj več povedala, ampak Bog se je tukaj noter pri njima v Liber Primus pokazal kot sredinski, ali pa najmočnejši korelat ali pa center tega besedila v Rdeči knjigi. Torej, ta Bog, ki ima 6 faktorjev, da tako rečem, statističnih faktorjev, strah, veselje, neznano, žalost, odvratnost in jeza. No, mogoče bi še zdaj kar na samo Rdečo knjigo. Da bi pokazal, kakšna je podoba Rdečega Boga v knjigi, sem kar navedel nekaj citatov, upam, da bom lahko do neke mere tudi komentiral. Božji sin, ne moremo si ga lastiti, ampak po drugi strani ga negujemo. Mati, moja duša in sila Boga. Tako stojim v občudovanju čudeža preobrazbe in uresničitve Boga v meni, kot da bi brali Šelerja mogoče. No, seveda tukaj je Jung mislil na to, da duša je tista, ali pa duševnost človeka je tista, ki lahko rodi nekaj, kar je Bog. Jung je svaril pred tako imenovano imitacijo Jezusa. Imitacijo Kristi pomeni, da ki je nevarnost v krščanstvu, v samem prakticiranju krščanstva, torej, da se Jezusa imitira, ne pa, da se ga živi, torej, da ne pomaga delati iste stvari, kot je delal Jezus, ampak da je pravzaprav treba biti Jezus. Treba je dati izkušnjo tega, kar je dal Jezus skozi, pa mogoče ni rečeno, da je zato treba iste stvari delati, to besedno iste. Novi Bog ne potrebuje ponavljačev in učencev, ki bi mu sledili. Ljudi prisili skozi samega sebe. Bog je v ljudeh sledilec samemu sebi, posnema samega sebe. To je ena drugačna perspektiva, popolnoma drugačna. Bog je kar naenkrat v človeku in ne samo to, on ne bi skozi človeka samega sebe oblikoval in rodil. Ti prek zadinjenja z Bogom ne postaneš Bog ali božanski, ampak Bog v tebi postane človeški. To je spet čisto nova perspektiva. Skratka, ne postanemo, ne gremo nekam gor, ne dosežemo neke zgor, nekega zadinjenja z zgornjim, ampak ostanemo na zemlji in Bog se učloveči. No, razlika med Bogom in sebstvom je vseeno zelo jasna in to je zelo pomembno za Jungovo teologijo Boga. Torej jasno je, da Jung Boga ne smatra za sebstvo. Torej sebstvo je v tem Jungovem modelu nek globlji jaz ali pa v nekih nekem New Age duhovnosti se govori o višjem jazu, mogoče je boljše pri Jungu govoriti o globljem jazu, ker nas skozi govori o duhu globine, ki ga je preganjal, ki ga je silil v nemogoče izkušnje, ki jih je potem obdeloval z aktivno imaginacijo in jih opisal v Rdeči knjigi. No, pri njem je to sebstvo, torej neka globlja avtoriteta v človeku, ki pa ni Bog. Sebstvo ni Bog, če tudi prek sebstva dosežemo Boga. Bog je za sebstvom, nad sebstvom in tudi sam je sebstvo, ko se prikaže. Torej, ta neka globlja avtoriteta deluje kot Bog, vendar ni Bog. Bog se prikaže kot naša bolezen, od katere se moramo sami ozdraviti. No, tukaj bi se dalo interpretirati razliko v Jungovem kontekstu, razliko med moralo in etiko, da pravzaprav to, kar je nekje zapisano pod sveto, ni nujno
da je tudi naše sveto, oziroma da so to naša duhovna in etična pravila. No, pot Boga, kaj je zdaj pot Boga v Rdeči knjigi? Moja pot ni vaša pot, torej vas ne morem učiti, Jung ni želel, da ga ljudje kopirajo. Ljudi se ne sme spreminjati v ovce, ampak ovce v ljudi. To je tudi zelo zanimiva njegova trditev, ki bi se dala razumeti, da pravzaprav ljudski pastir, torej ni toliko več potreben ljudski pastir, mogoče v novi dobi, ampak je bolj pomembno, da se te ovce spremenijo, torej da se ovce same spremenijo, ne pa da kopirajo in sledijo pastirja. Kdor poseduje svet, ne pa tudi njegove podobe, poseduje samo polovico sveta, saj je njegova duša revna in brez imetja. Tukaj gre spet za to, da človek skozi svoj razvoj in preobrazbo seveda razvija neko podobo sveta, s katero se psihoanaliza tako intenzivno ukvarja pri posamezniku, kakšna je njegova podoba sveta, kako se njegova podoba sveta razvija. In ta podoba sveta je seveda tudi notranja podoba sveta. No, naslednji mogoče takšen odstavek je: vaš Bog naj ne bo mož posmeha, pač pa bodite sami možje posmeha. Zanikajte, da biva izven vas, morali bi biti on sam, ne kristjani, ampak Kristusi, sicer ne boste dovolj dobri za prihajajočega Boga. Tukaj je Jung preroški, najavlja pač novo dobo, torej Bog za njega je očitno notranji, ni dovolj biti sledilec, treba je biti to, kar pravzaprav zahteva duh nove dobe. Pomen stvari je nadsmisel, ki se ne nahaja ne v stvareh in ne v duši, ampak je Bog, ki stoji med stvarmi in dušo, posrednik življenja, pot, most, prehajanje. Spravi ta Bog je povezovalec, je tista pot, ki je vmes, je tisti, ki je posrednik, je tudi tisti, ki je samo prehajanje v, če rečemo, v diafori. No, značilna za Rdečo knjigo je tudi tako imenovana subjektivizacija ravni podobe v Rdeči knjigi. To je nekaj, kar je potem Jung seveda te subjektivizacije iz simbolnih podob človeškega izročila, kar je imenoval kolektivno nezavedno sam, zelo veliko uporabljal. Pravzaprav je ves čas poskušal najti imena za psihična stanja, za različna psihična stanja, za psihične procese s pomočjo antične filozofije, mitologije, simbolnega izročila. In to je počel tudi v Rdeči knjigi. To je tudi naredil s krščanstvom, s krščanskimi podobami. Potovati v pekel pomeni, da sam postaneš pekel. Se pravi, to se nanaša na Jezusa, ki je šel po smrti na križu, je šel po katoliškem izročilu pred vrata pekla, po pravoslavnem izročilu je šel, po Nikodemovem evangeliju je šel v pekel, tam dvignil iz krste Adama in Evo. In za Junga je pravzaprav to so podobe, ki so v krščanskem duhovnem izročilu, kot neka serija psihičnih stanj, določenega zaporedja, psihične preobrazbe in razvoja. Torej, mogoče, če dam primer, sami postanemo pekel, čas tudi za svojo okolico. Zato je moral Kristus po svoji smrti potovati v pekel, saj bi sicer vzpon v nebesa zanj postal nemogoč. Kristus je moral prej postati svoj antikrist, svoj podzemeljski brat. Se pravi, tisto, kar je tipično za Junga, tisto, kar se dogaja, je hkrati tudi tisto, kar je zapisano in o čemer se pogovarjamo. Novi Bog ni v mesu, to je tudi mogoče pomembna komponenta
Jungove podobe Boga v Rdeči knjigi. Mogoče tale citat: Kristusovi učenci so spoznali, da je Bog postal meso in med njimi je živel kot človek. Maziljenec tega časa pa je Bog, ki se ne prikaže več v mesu, torej ta Bog ni človek, a je vendarle sin človeka, temveč v duhu. In je zato rojen samo prek človeškega duha, kot sprejemajoče maternice Boga. Torej, ni več ta, ne nastopa več torej podoba Boga, ki bi bila trojedina oseba, ampak človek nastopa kot središče te preobrazbe. Torej, v duhu se dogaja ta preobrazba, v človekovi notranjosti, tudi v njegovem delovanju, ampak ta Bog ni več v telesu. Kristus se nastopa več kot oseba, kot Božja oseba, temveč postane vsebinsko subjektni doživljajski moment, lahko bi tudi rekli postavka, od postavk osebnostne preobrazbe, osebnostnega razvoja oziroma individuacije. Mogoče še tole, nihče nima tvojega Boga razen tebe. Ves čas je s teboj in vidiš ga v drugih, zato ni nikoli s tabo. Torej, to je zelo zanimivo. Torej, Jung je videl nekako, da človekov Bog, ki se kaže skozi njegovo individuacijo, skozi njegov razvoj, na nek način privleče v svojo okolico tudi druge ljudi. In da pravzaprav ta Bog ali pa ta duh, ki ga Bog povzroča skozi človekov, skozi posameznikov razvoj, ima določen vpliv na okolico in seveda nastopa iluzija, da mislimo, tukaj spet izrazito subjektna raven doživljanja Boga, da je zelo postmoderna, k sebi bi rad privlekel tiste ljudi, za katere se zdi, da imajo tvojega Boga. Videl boš, da ga nimajo in da ga imaš samo ti. Zato si z ljudmi sam, sredi množice, a vendar sam, samotnost med mnogimi. No in potem na drugem mestu govori, obstaja toliko bogov, kot je ljudi. Torej, hkrati pa poudarja, da pravzaprav vsak človek ima rahlo drugačno pot Boga kot drugi, zato je striktno gledano, toliko koliko je bogov, a toliko koliko je ljudi, je tudi bogov ali pa podob Boga. Torej, ne pristaja na neko enost Boga, ki bi bila objektivno dana, ampak je dejansko popolnoma položena v subjekt. Torej, končna pomembnost sprejemanja samega sebe, individualno pogojene proti individuacije, kar je pomembno za mene, ni sploh ni rečeno, da je pomembno zate pri tvojem razvoju. Stvari, ki jih delaš, se ti zdijo svete, Božje in vse pomembne, ampak za nekoga drugega pa nikoli ne bodo. No, za primerjavo sem dal Willigisa Jägera, ki je pomemben postmoderni filozof, ki ga precej obrajtajo. No, in mogoče si lahko pogledamo nekaj teh njegovih izjav glede Boga. Tukaj je citat enega drugega filozofa, ki ga on navaja. Misterij se dogaja na glavni železniški postaji. Torej, vidite, sploh ne več na nekem mestu, ki bi bil za vse isti. Bog se razodeva v vsakdanjem življenju in le tam ga lahko najdemo. Bog noče, da ga častimo, hoče, da ga živimo. To je tako, da bi poslušali Junga. Le zato smo postali ljudje, ker bi Bog rad bil v nas človek. Tudi to je pravzaprav Jung. Pomembno je, seveda Willigis Jäger skoraj 100 let kasneje, pomembno je, da življenja prepoznamo kot pravo religiozno nalogo. Kristjan prihodnosti bo mistik ali pa ne bo kristjan. No, če malce primerjamo nekatere podobe Boga, v krščanstvu je Bog sicer trojedina oseba
Ampak človek je ločen od Boga. No, pustimo zdaj neke reformirane krščanske cerkve, pa krščanska duhovna gibanja, ampak v bistvu je človek ločen od Boga. Pri gnosticizmu bi človek lahko postal Bog, torej preko spoznanja, ampak v končni fazi ne more. V končni fazi ta grozljivi demigod je ostal oddaljen in nikoli ne bo človek prišel do njega. Lahko se sicer ukvarjamo s spoznanjem, lahko delamo na sebi, lahko vrtamo, lahko izvajamo duhovno prakso, ampak ne bomo prišli tja. V renesansi se je zdelo, da človek je lahko Bog, človek lahko seže. Enkrat se je zdelo mogoče, da bi lahko človek postal Bog. V Rdeči knjigi pa dobimo podobo Boga, ki je centrirana popolnoma v človeku, Bog se rojeva v človeku. No, Juncker je precej komentiral menjavanje dob, Jung je astrološko simboliko, seveda ne kot kakšno vedeževanje, uporabljal, torej tisti filozof, ki tega ne ve, prosim, da si pogleda zbrana dela, generalni indeks Jungovih zbranih del, vzame ven besedo astrologija in videl bo, da je Jung tudi delal zaključke na podlagi, pomembne zaključke na podlagi astrologije. Eden od pomembnih zaključkov, ki jih je delal na podlagi astrologije, je bilo menjavanje dob, ki je pogojeno z astronomskim premikanjem pomladišča skozi ozvezdja. Ne da se sicer izmeriti, kdaj se te dobe menjavajo, torej ta doba, to pomladišče, ki je prisečišče ekvatorja in ekliptike, se pomika trenutno nekje iz ozvezdja Vodnarja, iz ozvezdja Rib v ozvezdje Vodnarja. In mogoče za primerjavo, torej ti dve ribi, ki sta bili zadnjih 2000 let na piedestalu, je pomenilo neko dvojnost sveta. Torej, ena riba v tej astrološki simboliki, v tej arhetipski simboliki je plava v življenje, se hoče inkarnirati, ampak druga riba, ta temna riba, ima pa rada globino, mer, pa oni svet, kjer se nikoli ne bo treba roditi. Torej, ta onstranskost tega drugega sveta, to je mrzla, ampak tudi pogoltna riba, strahospoštovalna riba, zamahne z repom in uniči svet. Druga riba, ki nikoli ne bo z nami in ki nikoli ne bo z nami povezana, ki je vedno oddaljena. In seveda ta piedestal, ta ribji piedestal, se je kazal tako skozi krščanstvo, kot skozi islam. Ampak, če gledamo zdaj arhetipsko simboliko Vodnarja, pa imamo v centru človeka, ki je, in seveda, če pomislimo, kako je definiran Bog v Rdeči knjigi, kakšna je podoba rdeče knjižnega Boga, imamo v centru človeka, torej subjekt, v katerem se ta Bog rojeva. Torej, ni več neka tista oddaljena, onstranska riba, ki diktira začetek in konec sveta in ki grozi, da bo s ponovnim prihodom vse skupaj poplavila in požrla. Ampak je pravzaprav tukaj noter gre za človeka. Človek je tisti, ki je hkrati Bog in hkrati ni Bog. Seveda je tukaj jasno upozorilo, da človek ni Bog, ampak vse se dogaja zdaj v človeku. Torej, ni več, torej imamo eno podobo, prvič, ki je človeška, ki ni več živalska, torej, ki je toplokrvna, se pravi, ki ima v sebi kri, razvoj, kri damo za svojo individuacijo in ki je samemu sebi namen. Torej, ta človek, ki je zdaj v podobi Vodnarja, je samemu sebi, torej njegovo samo življenje je namen. Ni več pomembno, da karkoli naredi, ampak samo da živi svoje življenje in da uresniči Boga, ki se razvija skozi njega. No,
Torej to moram reči, da ta podoba Boga v Rdeči knjigi je bila tudi za mene zelo veliko presenečenje in ko sem v 90-ih letih študiral psihološko astrologijo torej v Centru za psihološko astrologijo v Londonu, da smo bili ljudje, študenti iz celega sveta in seveda smo vedeli za ta fenomen, za ta prehod dob, in smo špekulirali, kakšna bo zdaj ta religija v novi dobi. In kako bo zdaj krščanstvo izpodrinjeno, kdo ga bo zdaj izpodrinil, kdo bo zdaj to cerkev stran dal in dal novo cerkev tja. Seveda nič takega se zgleda ne bo zgodilo, če pač sledimo tej viziji Boga v Rdeči knjigi, krščanstvo bo ostalo, islam bo ostal, živeli bomo mogoče še v malce bolj pestri družbi, religiji in nihče ne ve, zakaj je to dobro. Ampak tako pač je, ne bo več pomembno, ali si, kot pravi Ušlaj, torej gre za skupnost malih Jezusov, malih Muhammadov, tako naprej. In torej poudarek se premakne, se očitno premika in prav tako je v novodobni duhovnosti, če bi čitali kakšno sodobno New Age literaturo, bi se seveda avtorji veselo strinjali, da se pravzaprav Bog na nek način rojeva v človeku in da ni več toliko pomembna ta velika religija. Torej, še zaključki. Med podobo Boga v postmoderni filozofiji in Jungovo podobo Boga v Rdeči knjigi obstajajo nekatere bistvene podobnosti. Podoba Boga je precej odvisna od posameznika. Pluralna paradigma novega Boga oziroma multiplost Boga, vsak ima svojega Boga, moj Bog ni kaj kot tvoj Bog. Humana podoba Boga, v centru je človek nastajanja tega Boga, Bog se uresničuje in deluje skozi človeka. No, komentar k diafori, ki se mi zdi izjemno fajen opis pogojenosti človeka, bi jo lahko komentirali ali bi lahko rekli, da je restituirana v Jungovem psihičnem sistemu. Je sicer psihične narave, postane komunikacija med ego-zavestjo in nekim globnim centrom v človeku, pri čemer sta funkciji aktivne imaginacije in analize sanj bistveni, predstavljata osnovni znanstveni diaforični aparat pri praktičnem delu odkrivanja podobe Boga v procesu individuacije postmoderne ženske in moškega. Ker pa sebstvo ni identično Bogu, torej lahko bi mogoče vse skupaj pokrajšali, bi rekli, se to je bil en psihik, Jung je bil psihič. Torej, on je to naredil na psihični ravni, torej to ne velja, to ni za nekaj, kar je primerljivo v filozofiji, ampak ni čisto tako, sebstvo ni identično Bogu. Jungova podoba Boga ni samo psihična, ima izven psihični, torej duhovni izvor, torej ta Bog ni, je v človeku, pa ni samo v človeku, torej deluje skozi človeka, ampak ima duhovni izvor, torej diafora obstaja, torej ta razločenost med Bogom in človekom kljub samo obstaja. In iz tega razloga lahko torej govorimo o novi, torej Jungovi teologiji Boga. Hvala.